Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je sreda, 10. september 2025. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? Zanimanje za kmetije narašča, a življenje na podeželju prinaša številne izzive. Od prenosa posesti do psiholoških stisk kmetov. Črnogorski trener Radomir Džalović z NK Maribor vendarle podpisal pogodbo. Ta velja do konca sezone 2026-2027. Sejem IFA 2025 je potrdil, da umetna inteligenca in pametne rešitve vstopajo v vsakdanjik. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. V Sloveniji so kmetije med mladimi vse bolj iskane. Številni pari, družine in posamezniki si želijo umika iz mest, življenja v stiku z naravo in dela na lastni zemlji. Povpraševanje po manjših kmetijah presega ponudbo, cene pa so odvisne od regije in stanja nepremičnine. Hkrati pa življenje na kmetiji ni idilično. Težko delo, finančni pritiski, administracija in neugodne razmere mnoge izčrpavajo. Še posebej velike so psihološke stiske. Od nespečnosti in izgorelosti do depresije in samomorilnih misli, pri čemer so kmetje kar 3,5-krat bolj izpostavljeni tveganju za samomor kot splošna populacija. Služba za psihosocialno podporo kmetom, ki deluje od leta 2022, je opravila že več 100 svetovanj in opozarja, da so glavni vir težav pogosto slabi družinski odnosi ter težave pri prenosu kmetij na mlajše generacije. Čeprav je zanimanje za kmetije veliko, realnost kaže, da brez sistemskih sprememb in boljše podpore kmečko življenje ostaja zahtevno in za marsikoga pretežko. O tegobah življenja na kmetiji je kolegica Vida Božičko-Steinberger govorila s svetovalko službe za psihosocialno podporo pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Lucijo Pinterič. Vida, služba za psihosocialno podporo pri Kmetijsko-gozdarski zbornici deluje že 3 leta. S čim se ukvarja, kaj ugotavljajo in predvsem, ali so kmetje dovolj obveščeni o tej možnosti? Ja, res je. Storitev je kmetom na voljo od septembra 2022 in je zanje brezplačna. Da so potrebe za pomoč kmečkemu prebivalstvu velike, so najprej opozorili pri podeželski mladini. Zdaj pa se to dejansko tudi kaže v praksi. V teh 3 letih so namreč izvedli že več kot 700 svetovanj, kar je zelo veliko. Lucija Pinterič, ki ta svetovanja opravlja, si zato želi dodatnih okrepitev, hkrati pa tudi zagotovila za stabilen vir financiranja. Trenutno so namreč odvisni od vsakoletnih razpisov. Glede obveščenosti pa Pinteričeva pravi, da so na podeželju že kar dobro obveščeni o storitvi, ki jim je na voljo. To pa zato, ker redno opravlja tudi predavanja na podeželju in ima tudi redne rubrike v kmetijskih glasilih. Najboljša reklama pa je, kot pravi, od ust do ust. In seveda dejstvo, da so storitve povsem brezplačne. Marsikoga namreč prav to spodbudi, da ne naredi prvi korak k spremembi svojega življenja. Življenje na kmetiji je specifično. Kaj so tam največje stiske, kaj kmete najbolj bremeni? Anketa je pokazala, da jim največ stresa povzroča kmetijska politika, sledijo vremenske spremembe, odkupne cene pridelkov, po drugi strani pa vse večja administracija, vsakodnevni izdatki in veliko dela na kmetiji. A svetovalka pravi, da so to v resnici le razlogi, zakaj pridejo, ko je stanje že precej kritično. Osnova večine težav pa se po njenih izkušnjah začne z odnosi. Zato številni tarnajo tudi nad nespoštovanjem, nad postavljanjem meja in pogledi različnih generacij na kmetiji. Vse, kar govoriš, je seveda zelo povezano tudi z nasledstvom. Težko je najti naslednika kmetij, kar kaže tudi povprečna starost nosilca na kmetijah, ki je kar 65 let. Kakšne sistemske spremembe bi bile ključne, da bi življenje na kmetijah postalo boljše, tudi bolj privlačno za mlade, ki danes pretežno odhajajo? Velika težava je neplačano delo. Še vedno obstajajo ljudje na kmetijah, predvsem ženske, ki delajo, a na kmetiji niso zaposleni, nimajo zavarovanja in s tem nobene socialne varnosti. Mlajše ženske so sicer že v boljšem položaju in so večinoma zaposlene izven kmetije, a še vedno opravljajo delo na kmetiji popoldan in to delo ni plačano. Težave pa so tudi z dopusti, bolniškimi, porodniškimi.
Te možnosti formalno sicer obstajajo in kmet načeloma lahko gre na bolniško in ima tudi plačano, vendar pa ni poskrbljeno za nadomestno delovno silo. To pomeni, da si številni kmetje ne morejo privoščiti niti bolezni, kaj šele dopusta. Sistem nadomestne delovne sile v tujini že obstaja in bi bil zagotovo smiseln ukrep tudi pri nas. Nogometaši Maribora so po 3 tednih dobili novega trenerja. Radomir Đalović je bil v ponedeljek že v Ljudskem vrtu, se pogovarjal s klubsko upravo, a do podpisa pogodbe ni prišlo. Strani se nista strinjali z enim od členov v dogovoru, a vrata za črnogorskega trenerja se niso zaprla. Dan kasneje se je 42-letnik, ki je v prejšnji sezoni vodil Rijeko do dvojne krone na Hrvaškem, vrnil na Štajersko. Tokrat je do podpisa pogodbe prišlo. Đalović je postal novi trener vijoličastih in pozno popoldne v svojem energičnem slogu že vodil prvi trening na pomožnem igrišču ob Ljudskem vrtu. Zame je velika čast, veliko zadovoljstvo, da sem postal trener najtrofejnejšega kluba v Sloveniji. Skupaj s sodelavci bomo storili vse, da vrnemo Maribor na nekdanjo uspešno pot. Zahvaljujem se lastniku, predsedniku in direktorjem, ki so mi namenili priložnost. Nismo v dobri situaciji. Celjani so nam precej ušli, to da imamo dobre igralce in izjemne navijače, ki jih že ob tej priložnosti vabim, da bodo v soboto z nami. Je najprej za klubsko spletno stran povedal Radomir Đalović, kasneje pa spregovoril tudi za medije. Kaj vse je povedal, lahko preberete v današnji tiskani izdaji večeraj na večer.com. Berlin je bil tudi letos nekaj dni središče svetovne tehnologije. Na sejmu IFA se je predstavilo več kot 1800 razstavljavcev s svojimi najnovejšimi izdelki in inovacijami. Poleg naprednih televizorjev, pametnih očal in ur so pozornost pritegnili predvsem gospodinjski aparati, ki s pomočjo umetne inteligence prevzemajo vedno več opravil. Samsung je predstavil pralni stroj, ki ga lahko upravljamo kar z glasom, Miele pametni žar, ki peče po receptih, Jufi pa robotski sesalnik, sposoben premagovati stopnice. Navdušile so tudi nove robotske kosilnice, zunanja pametna razsvetljava ter modularna kuhinja na prostem. Za otroke so razvili celo robotskega spremljevalca TCL iMi, ki združuje igro in umetno inteligenco. Poleg domačih pomočnikov je bila atrakcija tudi mini električni avto za manj kot 7000 evrov, namenjen celo voznikom mlajšim od 14 let. Letošnja IFA je še enkrat potrdila, da umetna inteligenca in pametne naprave vse bolj spreminjajo način, kako bivamo, kuhamo, čistimo in se zabavamo. To je bil Večer zjutraj 10. septembra 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravlja naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.